Une Europe de l'ambition, d'une démocratie vivante. Res je lepo, da se lahko pogovarjava v maternem jeziku v Evropskem parlamentu. There are still some who blame this war not on Putin's lust for power, but on Ukraine's thirst for freedom. Nie prosto za sebe. Państwo wiecie, a za Polska te, żeby Europa... realizuje swoje zobowiązania wobec NATO w dwójnasób, jeśli chodzi o... Evropska? Četrt. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodi vam Aljaž Pengal-Bitenc in Nataša Briškin, podcast pa domuje na spletni postaji metinalista.si in v vašem nabiralniku sveža epizoda takoj, ko je na voljo. Nataša, o današnji temi Evropske četrti sva v podcastih Metina liste tako ali drugače govorila že večkrat. Gre namreč za vprašanja primernosti za javne funkcije. Namreč v postopku oziroma v, kaj se temu reče, oblikovanju je predlog zakona o funkcionarjih, ki prinaša nekatere nove rešitve v smislu slovenskih funkcionarjev v slovenskem politični in javni sferi oziroma javno-upravni sferi, hkrati pa odpira tudi neka nova vprašanja, predvsem vprašanja pogoja nekaznovanosti kot morebitnega izključnega pogoja oziroma izključitvenega pogoja za nastop te ali one funkcije. Ampak ne, ker je pravo takšno, kot je, stvari niso povsem jasne in se mnenja krešejo in to bo tema današnje Evropske četrti. Ja, predvsem predlog oziroma odziv Pravne mreže za varstvo demokracije na ta predlog zakona o funkcionarjih. Midva se bova v tej epizodi z gostjem osredotočila na ta pogoj nekaznovanosti, nekaj, kar nam bo Aljaž prav prišlo tudi pri drugem podcastu, v katerem pa govorimo o notranji politiki v Sloveniji, v LDGD-ju. Tako da nama bosta pomagali razumeti, kaj trenutno imamo, zakaj je to nekaj dobro, slabo oziroma predlog, kakšen je v igri in kako bi se to dalo bolje in drugače urediti. In z nama sta docentka doktorica Barbara Rajgelj, soustanoviteljica Pravne mreže za varstvo demokracije in Kaja Gajšek, magistrica prava, zaposlena na zavodu Open v sklopu Pravne mreže za varstvo demokracije. Dajmo za štart čist. Kaj imamo zdaj glede tega zakona o funkcionarjih oziroma koliko je teh zakonov, podzakonov, to boš Barbara znala ti popraviti, ki sploh urejajo funkcionarje na Slovenskem in zakaj rabimo nov zakon in zakaj ta ni dober. Ful vprašanj v enem, ampak dajmo najprej, kaj imamo zdaj? Barbara. Ja, torej, zahtevno vprašanje, zahtevna tema, hvala za vabilo. Torej, pri nas trenutno, bi rekla, nimamo nekega krovnega predpisa na tem področju. Imamo krovni predpis, ampak tega ne urejajo. Funkcionarji in njihovi položaji so urejeni približno v 20 različnih zakonih in s tem tudi pravzaprav vprašanje nekaznovanosti, kjer moramo ločiti dve stvari. Eno je, ali je nekaznovanost oziroma kaznovanost nekaj, kar preprečuje, da bi sploh lahko kandidirali oziroma zasedali funkcijo, se pravi bi rekla ex ante vnaprej. Druga stvar je pa, ali zaradi kazenske obsodbe je nek funkcionar lahko razrešen in pod kakšnimi pogoji. Se pravi, če zdaj pogledamo, če bi imeli tabelo, bi pogledali 20 različnih funkcionarjev, od predsednice države, poslancev, ki so izvoljeni na splošnih volitvah, do potem sodnikov, državnih tožilcev, ustavnih sodnikov, zagovornika načela enakosti, članov KPK-ja recimo in tako dalje. In za vse od teh bi morali narediti dve koloni. V eno bi bilo nekaznovanost kot pogoj za zasedbo funkcije, v drugi koloni pa kaznovanost kot razlog za razrešitev. In ko naredimo takšno tabelo, vidimo, da je sistem popolnoma nesistematičen oziroma da imamo za vsakega funkcionarja
zelo različne, ali pa za neke sklope funkcionarjev, zelo različne ureditve. In zdi se mi, da tukaj pravzaprav zakonodajalec želi to nekako pripeljati na skupni imenovalec, ampak v resnici to ne bo zgodilo, tudi z novim zakonom ne, zato ker na tem področju, kot po to pravo, nekako velja načelo specialnosti. Če bo še naprej v zakonu o sodniški službi urejeno za sodnike specialno, se pravi posebej, kot je zdaj, potem ta zakon o funkcionarjih, ki je splošen predpis, za sodnike ne bo veljal. Torej bo ta nov zakon veljal samo za tiste, ki v bistvu zdaj ureditve nimajo. Tako da tukaj je, se mi zdi, nekaj, kar bi bilo mogoče treba dodatno premisliti in predvsem ta razmerja na nov postaviti, ker so ta pravila so izjemno raznolika. Nekje se veže razrešitev recimo, ali pa dostop, rečemo temu, recimo pri sodnikih je zelo težko dostopati do funkcije z vidika nekaznovanosti, celo že zadosti je pravnomočna obtožnica, pa sodnik ne more postati sodnik oziroma kandidat ne more postati sodnik. Medtem ko recimo pri nekih drugih tipih tudi teh, bi rekla, nevoljenih funkcionarjev, sploh takih pogojev nimamo. Tako da to je, v nadaljevanju bomo zagotovo še govorili o tem, da neka logična razlika med temi funkcionarji zagotovo je, zlasti na točki, ali so te funkcionarji izvoljeni na splošnih volitvah strani ljudi, po domače rečeno, torej recimo poslanci ali pa predsednica republike, predsednik republike, ali pa če so to funkcionarji, ki jih neki drugi organi izvolijo ali pa imenujejo. Neka vrsta razlike tukaj je in je potem tudi posledice so različne, ampak drugih, to treba tehtati, se mi zdi, tukaj pa to tehtanje se mi zdi, da v novi zakonodaji ni narejeno. Mogoče je to vendarle čist prava točka, da se tudi tega lotimo, zato ker eno je, da tako rečem, strokovno razumevanje te tematike, ki je zelo, zelo granularno in zelo razprošeno, kot ste ravnokar omenili, s temi večkolonskimi tabelcami. V javnomnenjskem imaginariju je pa vprašanje nekaznovanosti ali kaznovanosti pogosto zvede na enostavno vprašanje, ali je nekdo lahko poslanec ali ne. To verjetno tudi zaradi medijskih izpostavljenosti primerov od, Patrije, pa še tudi česarkoli naprej. Tako da, dajmo mogoče mi štirje najprej povedati, zakaj je razlika, kakšna je razlika med voljenimi funkcionarji in imenovanimi funkcionarji in zakaj ta razlika v pojmovanju ali pa v pogojevanju nekaznovanosti sploh lahko obstaja tudi zunaj samo javnomnenjskega imaginarija. Mogoče Kaja za začetek. Ja, zdaj v bistvu to voljeni imenovani funkcionarji smo mi naredili nekako malo bolj simplistično, zato da smo vzpostavili razliko torej med funkcionarji, ki pridobijo mandat na splošnih volitvah, kot so recimo poslanci, in pa potem med drugimi funkcionarji, ki pa jih izvolijo oziroma imenujejo v sklopu organov, recimo sodniki, ki jih voli Državni zbor. Zdaj, temeljna razlika, zakaj neko razlikovanje lahko obstaja, je ravno v tem, da pri voljenih funkcionarjih, ki so izvoljeni na splošnih volitvah, gre v bistvu, če se postavlja pogoj nekaznovanosti, za poseg v volilno pravico. In to je ta neka temeljna razlika, kjer je potrebno dodatno tehtanje pri teh funkcionarjih, da ne pride do nedovoljenega posega v volilno pravico. Zdaj pri poslancih, recimo, ustava izrecno predvideva, da lahko v bistvu zakonodajalec predvidi razloge za neizvoljivost. In eden od teh je lahko tudi nekaznovanost. Zdaj pri tem pa tudi je treba zelo paziti, ker zopet, ker gre za poseg v volilno pravico, seveda mora biti ta pogoj zelo strogo zastavljen. Potem pa sklepam, da se bomo tudi v nadaljevanju pogovarjali. Mogoče lahko samo da plastično, se pravičujem, ker skačemo v besedo, ampak da plastično ponazorimo, ker je spet to vprašanje pasivna in aktivna volilna pravica. Če prav razumem, pa me boš popravila, če se motim, ampak če Marjan iz Jurjevega Dola želi kandidirati na listi, stranke XY,
potem lahko po trenutni zakonodaji on lahko kandidira tudi, če je, ne vem, pravnomočno obsojen za, ne vem, po navedbi 10 milijonov evrov, ampak zakonodajalec pa dovoljuje, da bi, oziroma ustava dovoljuje potencialno ureditev, da bi rekel, ne može, zato ker si ti naredil prekršek, oziroma si bo obsojen na kazen, ki je višja od, ne vem, 6 mesecev nepogojne zaporne kazni. Ja, tako je, ustava to omogoča, ampak spet le tudi treba res vedno tehtati z vidika sorazmernosti tega posega, ne. Recimo v literaturi se zelo pojavlja v predlogih, kako bi se to uveljavilo, če bi se uveljavil pogoj nekaznovanosti za voljene funkcionarje, da bi se recimo uvedli zgolj za naklepna kazniva dejanja, za nepogojne kazni zapora in pa za pravnomočne seveda, torej samo takrat, ko v bistvu obsodbe ne moreš več spodbijati s pritožbo, in pa če ti je bila izrečena zaporna kazen za določen čas. S tem v bistvu nekako bi se vzpostavile neke varovalke in hkrati za pred preprečevanjem nekih zlorab in pa hkrati ta ravno sorazmernost posega v volilno pravico, kjer je vseeno treba zelo paziti, zaradi tega, ker volilna pravica je ena izmed temeljnih pravic. In zdaj zanimivo je, recimo, da pri poslancih, pa tudi pri drugih voljenih funkcionarjih, nekaterih, v bistvu je zakonodajalec pa kot razrešitveni razlog predvidel kazensko obsodbo, recimo zakonu o poslancih. Mislim, da je določeno, da se razreši poslanca v primeru, da je pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora. Obenem je pa tukaj ena stvar še tudi, ki je potencialno problematična, zaradi tega, ker Državni zbor lahko, če oceni, da poslanec lahko opravlja še vedno svojo funkcijo, se odloči, da se ne razreši. Se pravi, v bistvu zakonodajalec je sam sebi pridržal pravico, da odloča o tem, ali bo nekoga razrešil, tudi če so formalno pač vsi pogoji izpolnjeni. Tako, ja. V bistvu recimo pri županu, pri županu je podoben razrešitveni razlog, ampak ni tega pridržka. Je pa tudi res, da tle mogoče edina stvar, ki bi jo opozorila na njo pri poslancih, je pri pogoju nekaznovanosti oziroma omogočenju tega, da v bistvu postavi zakonodajalec neke omejitve v tem vidiku za izvoljivost, dosti bolj čista zadeva, ker ustava sama pravi, da lahko pri poslancih to določi, medtem ko pri drugih voljenih funkcionarjih tega izrecno ustava ne določa. Je pa res, da tukaj v bistvu poseg v določeno ustavno pravico še vedno lahko utemeljiš s tem, torej, da s tem varuješ druge pravice, oziroma po oceni Ustavnega sodišča je to razširilo nekako tudi na javni interes in tukaj bi lahko potem utemeljeval z javnim interesom, bi pa spet bilo treba paziti z vidika sorazmernosti, v bistvu enako velja, kot sem rekla, presoja kot za poslance. Barbara, tako kot si omenila, imamo trenutno okrog 20 zakonov, ki urejajo položaj funkcionarjev, ne? Ta zakon, če sem jaz prav razumela, ni zakon, ki bi bil neke vrste kroven, torej da ne bi bilo več na 20 koščkov razpršeno, ampak bi v enem zakonu bilo vse. Se pravi, mislim, ta predlog zakona tudi tega ne bo rešil. Čist iz firbca, ko govorimo o nekaznovanosti, katerih stvari vse v Sloveniji, ne vem, do česa vse nisi upravičen, kaj vse ne moreš početi, česa vse ne moreš imeti, tako par primerov, da si znamo predstavljati, če si bil pravnomočno obsojen, recimo. Ja, pravne posledice obsodbe so lahko predpisane z zakonom. Seveda temeljne, ki so v kazenski sodbi, v bistvu že so od zaporne kazni, se pravi so te kazenske sankcije, ki jih predvideva, ob tem pa lahko posamezni zakoni določijo še te druge. Zdaj recimo, mogoče si najlažje ljudje predstavljajo delovno pravo, recimo. V delovnem pravu, če si obtojen kazensko na zaporno kazen do 6 mesecev, je pogodba v zaposlitvi suspendirana. Se pravi, če po 4-5 mesecih prideš nazaj, lahko začneš delati na novo, se pravi, vmes ne dobivaš plače, ne delaš, ampak lahko se vrneš. Če pa daljše od 6 mesecev zapora, je pa v bistvu pogodba v zaposlitvi, je to razlog za izredno odpoved in se prekine delovno razmerje. Se pravi, ta meja 6 mesecev je zelo pogosto meja tistega, kar ima res že kar resne učinke potem tudi v drugih področjih, ne samo
v kazenski Ja, pravu. ker si predstavljam, recimo, ko ljudje zaposlujejo nekoga, pa gre lahko za dost osnovne pozicije, je noter pogoj nekaznovanosti. Ko gre za ljudi, ki odločajo o tem, v katero smer bo šla barka Slovenija, tega do zdaj ni in tudi v predlogu ni tega okoli nekaznovanosti. Vam se to zdi na pravni mreži problematično? Kaj pa so argumenti tistih iz druge strani, češ, to je čist okej, a je to, da bi šlo v prehud poseg v volilno pravico? Ali je še kaj drugega zraven? Ja, zagotovo je to poseg v volilno pravico, pač neka logika je tudi, ko smo razmišljali o tem, kako je možno, da poslanci nimajo pogoja nekaznovanosti, a ne, ko pa neki storijo in so obsojeni, so pa lahko razrešeni. Kje je ta logika, a ne? Ker nekako intuitivno si rečeš, se vendar pogoji za zasedbo pa pogoji za ohranitev funkcije morajo biti identični. Ampak potem, ko smo razmišljali v bistvu, če ljudje vnaprej ljudje nekoga, če vnaprej vejo, da je nekdo bil recimo obsojen za neko kaznivo dejanje, morda, če je to ljudska volja, a ne, je morda primerno, da jim damo to možnost, da imenujejo tudi oziroma izvolijo tudi nekoga, ki je v bistvu obsojen, če pa tega niso vedeli in je potem šele bil razrešen zaradi tega oziroma je bil obsojen med funkcijo, pa ljudje vnaprej tega niso mogli vedeti in je primerno, da je razrešen. Skratka, volilna pravica je zelo ena pomembna pravica, tukaj se posega in v pasivno, se pravi v pravico tega, ki kandidira, in v aktivno, torej pravico ljudi, da izberejo tistega. Na nek način mi je prišla na misel ta stavek od Pučnika, ki je po izgubljenih volitvah v 90-ih rekel, ljudje imajo vedno prav, a ne? In o tem se zdaj sprašujemo, a imajo prav ali je ta njihov prav mora biti omejen, zato ker včasih pa pač nimajo prav, a ne? In pač mi tukaj tehtamo v tem smislu, da vendarle tudi zaradi pravic ostalih ljudi, a ne, ki morajo z mano sobivati v tej državi, na neki ravni je lahko moja pravica, da volim ali pa da sem izvoljena kot nekdo ali pa nekoga, ki ima kazensko obsodbo, lahko omejena. Mislim, da to ne bi bilo nič narobe in da že ustava daje. Oziroma, če smem jaz še nekaj dodati, ne, v bistvu tukaj je tudi vprašanje tega, ali kot družba želimo, da je to v bistvu pravno zavezujoče, ne, ker tukaj je pol tudi, ne, vedno ta argument, recimo proti, ali ni to stvar politične oziroma demokratične kulture, je zagotovo lahko, vprašanje je pa potem tudi, a pa smo mi na tej točki, ki pa hočemo recimo to oblikovati v neko pravno zavezo, a ne. Zdaj, če recimo kot nek protiargument temu vidim pa dodatno še to, da recimo zloraba sodstva, ne, ta pomislek tega, ki je zlasti relevanten v nekih avtokratskih sistemih, zdaj v primeru zaupanja v sodstvo, ki ga jaz imam glede na trenutno situacijo, to mislim, da ni problem, je pa zagotovo utemeljen pomislek in pa nasploh pomislek velja pa ne samo zdaj za voljene ali pa ostale funkcionarje, ampak nasploh glede pogoja nekaznovanosti za zasedbo delovnih mest in tako naprej. Če je nekdo odsedel kazen, a ne, a nima potem pravice do rehabilitacije v družbi, ni v bistvu svojega odslužil. Skratka, trenutno v Sloveniji je ureditev, da če nekdo, ki ima v svoji kartoteki, ne vem, posilstvo, uboj, umor, je gladko lahko poslanec in zato ni nobenih zadržkov. Razen Tako je, razen političnih pa moralno pa oziroma gor pa dol. Tisto, vendarle, ne, tukaj je vprašanje državljanske kulture verjetno bolj ključno, ne, ker v preteklih 35 letih slovenske demokracije smo imeli primere, ko so politiki prešli navzkriž z zakonom in so bile tudi prvič reakcije, drugič potek in tretjič posledice teh zgodb različne, ne. Spomnim se, vem, da je eden od poslancev, ne ta hip, v katerem sklicu parlamenta je povzročil prometno nesrečo s smrtnim izidom v tujini in mu je, zdaj ne vemo, so mu odvzeli mandat ali je sam odstopil, ne. Po drugi strani imamo zdaj
Nazadnje smo imeli Trento, kjer je bilo sodišče inštrument političnega preganjanja do točke, ko je dalo oprostilno sodbo in potem nismo bili več čisto prepričani, a gre še za krivosodje ali ne, da v primeru Patria ne govorim. Skratka, a je mogoče vprašanje, oziroma a bi bilo mogoče fino tukaj prej postaviti neke, ne vem, temelje, ki ne bi bili pravni, zato ker pravne temelje se da tudi odtemeljiti, ampak da bi rabili dejansko vzgojo, preuzgojo morda, da je morda tukaj nas čaka glavno delo? Se mi zdi, da je to težko vprašanje. Zdaj ta vzgoja je vedno zadnje zatočišče pravnikom, kadar ne vejo, kakšna bi bila lahko pravna rešitev. Rečejo, saj pravo ne more vsega urediti, dajmo začeti z vzgojo. Ampak to je podobno, pač to so neki dolgotrajni procesi, ki grejo lahko naprej, lahko grejo pa tudi nazaj. Se pravi, vzgaja se tudi najbrž v lahko v nek avtoritarizem ali pa v neko popolno liberalno smer, kjer ni nobenih omejitev, ki bi bile, recimo, ki bi neko koherentnost družbe zagotavljale. Tako da jaz mislim, da kadar so neki prelomi, kadar je možno neke stvari pravno urediti, ki bi bile koristne, da je te prelome smiselno pač izkoristiti. Se pravi, v tem smislu mislim, da zdaj je bil ali pa je ta čas, da pa morajo biti rešitve vedno boljše, kot se pretekle, ta pa nisem čisto prepričana. Se pravi, mi gremo v rešitev, kjer za voljene funkcionarje ne bi bilo nobenih omejitev za zasedbo funkcij za imenovane ali pa te, ki so posredni, recimo, kot so ministri, sodniki ustavnega sodišča, pa bi imeli, se pravi, omejitve. Ne vem, če je to taka velika distinkcija primerna. Recimo, mi bi lahko za predsednika republike volili nekoga, ki bi bil za 10 let obsojen, pa ne bi bil to problem, medtem ko za sodnika ustavnega sodišča seveda se strinjam, da je neprimerno, da je obsojen, ampak vendar ne se mi zdi, da bi taka stvar morala biti morda v ustavi že urejena, definitivno pa v zakonu o ustavnem sodišču ne more biti tako zelo pomembna funkcija urejena z samo zakonom o funkcionarjih, ki zajema, bi rekla, res temeljne baze. Tako da tukaj se mi zdi, da je treba bolj premisliti, hkrati pa narediti bolj razumen ta sistem in preteftan, glede na to, kar smo do zdaj govorili. No, meni se zdi, Nisem pa jaz, da bi mislila, da je da se vedno, da rečemo, treba je z družbenimi pravili, treba je z vzgojo. Ja, seveda, ampak to Je za v 100 enih let naprej. trenutkih pač ne Ja. deluje. Pa Tako. mislim, da pravniki tudi imamo to, da nekako sebi želeli urediti spravo. Jaz sem tudi zelo pristaš tega sicer, da se to za vzgojo neko politično, demokratično in tako naprej vzgaja. Je pa tudi, kot sem rekel, tukaj polno stvar ravno te kulture, to ali to čutimo kot tako močno zavezo, da jo bomo oblikovali v pravno zavezo. No, meni se vsekakor zdi nezaslišano, da je to sploh možno, da na najbolj odgovorne in zahtevne pozicije v državi lahko kdorkoli s kakršnokoli preteklostjo, ampak ajde, nagradno, v narekovajih, vprašanje za vse vas. Kaj je glih moderno tole z referendumi v Sloveniji? Če bi imeli referendum in bi ljudi, ki imajo vedno prav, ampak včasih pa mogoče tudi ne, vprašali, ali ste za to, da državo lahko vodijo, so poslanci gor dol, tudi ljudje, ki imajo v svoji kartoteki zločine, kot so, ne vem, posilstvo, umor, več kot 6 mesecev, bla bla. Kakšen bi bil po vašem rezultat? A bi bili na pol-pol? Odvisno od tega, kdo bi prišel na referendum. Mislim, ajde, no, Res to je. ni zdaj. Ne, jaz mislim v resnici, da bi ljudje glasovali za ureditev, ki bi izključevala ljudi, ki so kazensko obsojeni, zato ker sem prepričana, da noben volilec v svojem potencialnem izvoljenem predstavniku ne vidi kriminalca. A me razumete? Gre bolj za to, da v bistvu, ko ljudje razmišljajo in abstraktno, ne bi tega imeli. Ko pa razmišljajo o svojem konkretnem kandidatu, ki bi bil za 6 mesecev obsojen, bi pa imeli težavo Aha. najbrž s tem, ker bi se jim zdelo, da so v kazenskem postopku pač bile narejene pač, Napake da in ni je bilo po krivem. krivično sojenje in tako Aha. naprej.
Na neki ravni se mi zdi, da je tole tudi dilema da se vrtimo tudi v povezavi z zaupanjem v sodstvo. A ne? Če ne bi bilo nezaupanje v sodstvo, najbrž te dileme sploh ne bi imeli. To pa ljudje, ki bodo nasprotovali tem idejam, pa po moje izvirajo iz teh krogov, ki se ne zaupa v sodstvo in torej bo zlorabljeno, zato da bo nekoga obsodilo, zato da ne bo mogel kandidirati. To je pa popolnoma pals sistem, kjer je težko živeti, sploh še kakršnokoli pravno državo. Kaj si želela nekaj dodati? Ja. Ja, mogoče sem tudi, da mogoče bi bilo tudi po mojem mnenju odvisno, če si sebe predstavljam, no, od tega, zdaj bi to veljalo za kjerokoli kaznivo dejanje, a ne, ali sem za določeno. Ko si predstavljam, da tudi to bi neko funkcijo igrali pri tem, kako bi se ljudje odločili. Če bi dal samo res težko kaznivo dejanje, mislim, da bi se dosti več ljudi pač odločil, da se jim to zdi sporno in da to bi moglo biti prepovedano. Aljaž, jaz imam še eno vprašanje, ampak si ti na vrsti. Ne, ker izvoli, okej. ker pač moje mene bi ti? lahko potem odneslo v vprašanja integritete in primernosti in ne, kdo nadzira nadzornike, ampak se mi zdi, da je več kot jasno, da je že ta osnovna vprašanje nekaznovanosti stvar, ki jo treba najprej rešiti. Ne? Ja. Barbara, v zapisu, ki je bil odziv na ta zakon, ste med drugim zapisali tudi, da omejitve, v oklepaju pasivne volilne pravice, zaradi obsodbe za kaznivo dejanje, da je to v različnih variacijah mogoče zaznati v pravnem redu med drugim Avstrije, Belgije, Cipra, Estonije in Italije. Se vem, težko je poznati, zahtevno je poznati že slovensko zakonodajo na tem področju, kaj šele tisto, ki je drugje, ampak očitno ste v svojih analizah in v razmisleku o tem našli, da v nekaterih državah po EU pa vendarle imajo neke varovalke. Ja, zagotovo je v to primerjalnem pravu prisotno, je pa res pomembno, da se ukvarjamo zlasti s sistemsko analizo svojega prava. Videli pa smo recimo že francoski primer, Marine Le Pen, kjer se zdi, da so standardi pod slovenskimi standardi in to bistveno z vidika varstva volilne pravice. Mene je zelo zmotilo, če sem prav razumela, da je pravne posledice obsodbe v njenem primeru tečejo že pri nepravnomočni sodbi. Se pravi, to se mi je zdelo izjemno nizek standard, in ga v Sloveniji ne bi želela. Tako da če bi se delala primerjalno pravna analiza, bi jo jaz delala na točki vprašanja pravnomočnosti, potem ali samo zaporne ali tudi recimo pogojne kazni, potem koliko časa bi bila tam in vlasti naklep ali malomarnost. Jaz sem zelo naklonjena temu, da bi bil izključitveni dejavnik samo naklepno kaznivo dejanje, ker sem zelo tako, da se mi zdi, da se živemu človeku vse lahko zgodi iz malomarnosti. Pa če recimo malomarno zdravljenje, nekdo, ki na nek način celo nezavedna malomarnost je lahko kazniva, se pravi, da nisi vedel, da delaš nekaj, pa bi moral glede na svoje osebne znanja in poklic, v katerem se nahajaš, vedeti, da bi moral biti bolj skrben in tako naprej. Recimo to si lahko kaznoval za kaznivo dejanje. In je vprašanje tukaj, ali je res to nekaj, kar potem človeka izključuje. Ko sem jaz o tem razmišljala, sem si rekla, koga hočemo izključiti. Hočemo izključiti tiste, ki so slabi ljudje, če me razumete. In to se mi zdi malo, zdaj se to poslupa enostavno. To, ker ne želimo, da nas, in bi skoraj rekli, če je nekdo naklepno, verbalno žaljiv, in je mogoče obsojen samo pogojno, ampak je to njegov modus operandi, ali v politiki ali v življenju, se mi zdi, so bolj neprimeren kot pa kdo, ki je morda storil nekaj pri svojem poklicu iz malomarnosti. Čeprav se marsikdo mogoče ne bi strinjal, malomarnost je tudi nekaj, kar je problem, pač nisi naredil, kar bi moral, pač ne boš imel javne funkcije. Kratka, te dileme bi šla skozi, spet bi si naredila tabelo, po moji navadi, in bi potem primerjala stvari. Ja, tukaj, če jaz mislim, še sem dodati to vprašanje v bistvu naklepnosti in malomarnosti, ni relevantno pomalu samo z vidika voljenih funkcionarjev, ampak tudi pač pri ostalih. Recimo en pomislek, ko smo ga imeli glede te ureditve nekaznovanosti v predlogu zakona o funkcionarjih,
je to, da v bistvu določa, ne, da ne more biti funkcionar oseba, ki je bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora, ni tega v bistvu naklepa. Ne, pri nekaterih drugih funkcionarjih v področni zakonodaji je naklep pogoj, nekje ni, in glede tega bi bilo res v bistvu smiselno pretehtati, zdaj je bilo to premišljeno narejeno, a so neki smiselni razlogi za razlike in kakšni naj bodo ti smiselni, ker zagotovo kdaj so. Ne. Od sodnika pa tožilca pač lahko zahtevaš ti nek še višji standard, ne, se mi zdi zaradi narave dela. In pa potem vprašanje, kako pač ta standard zastaviš. Je ogromno dodatnih vprašanj. Zdaj, kakšna je pot zdaj tega predloga zakona? Verjetno, če bo sprejet v državnem zboru veljaven zakon. In Zdaj trenutno mislim, da je v državnem zboru. ja, ampak vi upate s to vašo pobudo, odzivom, kaj to ustaviti ali ne vem, prekiniti ali kaj? Ne, meni se zdi, da bi bilo primerno, da se ta zakon sprejme, zato ker tudi ta zakon naslavlja drugo vprašanje, zlasti tudi, ne vem, če veste, ampak funkcionar, kot je ustavni sodnik, recimo, on ni v delovnem razmerju, on nima z državo pogodbe o zaposlitvi, ampak ima sklep, je v službenem razmerju in ta zakonodaja mora urejati tudi njegove pravice iz dela in iz socialne varnosti. Je zato, ker je tako zelo parcialna ta zakonodaja, po 20 zakonih mora biti nek splošen predpis, če se v kakšen zakon spusti, da je tukaj noter to opredeljeno. Recimo, mi smo v preteklosti se velikokrat odzivali na vprašanje, ali pripada funkcionarjem pravica do nadomestila zaradi nekoriščenega dopusta, če se tega spomnite, te dileme. V glavnem in tukaj noter je zdaj to ponovno urejeno. Se pravi, zakon bi bilo dobro, da gre naprej, bi bilo pa dobro, da se ene stvari mogoče prav ta naklep, recimo, prav to tehtanje, ali je res za voljene funkcionarje v celoti umakniti ta pogoj, med tem, ko za vse ostale so te pogoji noter. Tako da te stvari bi smiselno tehtati. Ja, mislim, da zlasti je bilo v bistvu ta razmislek temu smiselnosti ureditve pogoja nekaznovanosti tako pri voljenih funkcionarjih, kot tudi pri ostalih, zato ker v bistvu trenutno, kot je zastavljen predlog zakona o funkcionarjih, niti ne bi bilo čist smiselno, da bi urejil ta pogoj za voljene funkcionarje, ker trenutno v bistvu razrešitveni razlogi, med katere, ne, recimo pri poslancih, pa županih, med drugim uvršča tudi kazenska obsodba, so urejeni v posebni zakonodaji in bi to ustvarjalo v bistvu pač nekakšno dodatno zmedo, ker pa ne bi točno vedel zdaj, za nekaznovanost bi bilo v zakonu o funkcionarjih, za razrešitev bi bilo pa v zakonu o poslancih. In bi v bistvu ustvarjal lahko neko dodatno zmedo, ki je že tako ustvarja samo dejstvo, da pač imamo določene stvari glede funkcionarjev pač posamično urejeno v posamičnih zakonih, kar je deloma posledica tega, da ta zakon o funkcionarjih v državni upravi, ki je trenutno nek tak krovni zakon, je v bistvu zelo star, ni več relevanten v praksi in se je dosti zadev, kot izhaja tudi iz obrazložitve predloga zakona, probal urejati s parcialno zakonodajo. Torej s parcialnimi zakoni, s posebnimi zakoni za funkcionarje. Okay, za 2026 nismo pol še nikjer. In pač v klasičnem momentu demokratične ironije, bodo o voljenih funkcionarjih in vprašanju ne oklepajo kaznovanosti odločali voljeni funkcionarji. Ampak takle imamo, ne? Ja. Doktorica Barbara Rajgelj, magistrica Kaja Gajšek, najlepša hvala za vajen čas, za tale pogovor, da ste si vzeli čas za Evropsko četrt in vse naše poslušalke in poslušalce. Hvala obema. Hvala vam. Hvala vam. To je bila torej Evropska četrt. Hvala za vašo pozornost. Predlogi mnenja zelo dobrodošli. Hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama, in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin. Avtor glasbene podlage je Peli iz podcasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je bila vsebina všeč, bo seveda pomagalo, da nas najde še kdo, če Evropsko četrt ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku. Sicer pa hvala za vašo družbo, priporočite nas še drugim in se slišimo spet kmalu.